Prodornejših, mlajših zgodovinopisnih glasov v Sloveniji, ki je nas opozoril številnimi raziskavami, tudi o tem, o čemer bo danes govoril, sicer pa ga poznamo tudi po njegovih raziskavah konfesionalizacije, oziroma političnih vidikov protireformacije in katoliške obnove na Slovenskem kot raziskovalca krajinskih deželnih stanov in tudi kot izredno vljudnega in učinkovitega organizatorja znanstvenih srečanj in motor tudi nekaterih odmevnih monografij, ki so izšle v zadnjem času. Omenil bi mogoče predvsem monografiji o odmevih 30-letne vojne na Slovenskem in monografijo o kolektivnih identitetah, pri čem bi še enkrat poudaril, da je dr. Vanja Kočevar izredno vljuden tudi v komunikaciji z referentkami in referenti, saj nas vedno naslavlja kot spoštovane gospe in gospode. Zato, spoštovani gospod dr. Kočevar, povdi je vaš. No, najlepša hvala za besedo, hvala lepa za zelo prijazno napoved. Lep pozdrav vsem skupaj še z moje strani. Dovolite mi, da se najprej takoj na začetku v imenu celotnega panela vljudno zahvalim tudi organizacijskemu odboru, ki je prijazno sprejel naše referate, za kar se vljudno zahvaljujemo in priporočamo. Zdaj pa kar k stvari. Med pomembne izzive slovenskega zgodovinopisja v 21. stoletju nedvomno sodi tudi vprašanje, od kdaj Slovenci, ki je v zadnjih desetletjih botrovalo diametralno nasprotnim pogledom in nekaterim polemikam. Na področju proučevanja naroda kot družbenega pojava je sicer dolgo prevladovala modernistična paradigma, vendar zgodovinopisje pozna tudi druge teoretske pristope. Nemara je prav letošnja 40. obletnica izida treh najpomembnejših modernističnih del Gellnerjevega Nations and Nationalism, Andersonovih Zamišljenih skupnosti ter Hobsbawmovega zbornika Invention of Tradition, ki so luč sveta ugledala leta 1983, dober povod za razpravo na to temo. Modernizem kot teorijo opredeljujeta zlasti dve premisi, in sicer trditev o modernosti naroda in nacionalizma, ki naj bi bila tako kronološko kot kakovostno nedavna pojava moderne dobe, ter konstruktivistični nazor, po katerem narodov ne oblikujejo objektivni kriteriji, kot so jezik, teritorij, vera, kultura in tako dalje, temveč skupno prepričanje v te kriterije. Na takih izhodiščih je Anderson osnoval svoj znameniti koncept zamišljenih skupnosti, Hobsbawm pa delovno predpostavko svoje znamenite knjige Nacije in nacionalizem, ki narode razume kot sleherno dovolj veliko skupino ljudi, katere člani se imajo za njegove pripadnike. Sem lahko uvrstimo tudi stališče Fredrika Barta, da etnična skupina, ki se sama nima za skupino, ne obstaja. Poleg tega, že od 80. let 20. stoletja dalje nastajajo alternativni pristopi k proučevanju naroda, kot so etnosimbolizem, neoperennializem in tako imenovana nova teorija nacionalizma, ki jo je pred dobrim desetletjem utemeljil Kaspar Hirši. Našteti pristopi se med seboj sicer precej razlikujejo, vsem pa je skupna kritika apriornega vztrajanja modernistov pri kronološki modernosti narodov ob hkratnem zavračanju proučevanja virov, ki bo lahko dokazovali nasprotno. Ker menim, da je etnične in narodne kolektivne identitete potrebno proučevati na premici zgodovine dolgega trajanja, se zgornji kritiki pridružujem, kljub temu pa modernizmu določenih zaslug za slovensko zgodovinopisje ne odrekam. Glede argumentacije, na katero se opira moj referat, velja izpostaviti, da se tako imenovanih objektivnih kriterijev za določanje etničnosti po mojem mnenju ne da a priorno izključiti iz razprave o njej, zlasti ker je bil tak način določanja pripadnosti v rabi vsaj od Herodota dalje. Oče zgodovine je namreč stare Grke v 5. stoletju pred Kristusom smatral za eno ljudstvo na podlagi njihovega domnevno
skupnega izvora, jezika, bogov, svetih krajev in običajev. Zelo podobnim nazorom se na predvečer dobe klasičnih nacionalizmov srečamo tudi v znamenitem slovarju Samuela Johnsona, iz leta 1755, ki je nacijo opredelil kot, citiram, "a people distinguished from another people, generally by their language, origin or government." Konec navedka. Objektivne kriterije na primeru Slovencev bo v svojem referatu sicer podrobneje predstavil kolega Jernej Kotar. Po drugi strani je pri raziskovanju razvoja slovenske identitete potrebno sprejeti konstruktivistični izziv modernizma, saj vprašanje o tem, kdo se je z objektivnimi kriteriji, ki so in še določajo Slovence, v zgodovini istovetil, znanstveno povsem upravičeno. Nenazadnje si ga je slovensko zgodovinopisje zastavljalo že preden je sprejelo modernistične postulate o modernosti tovrstnih občutkov pripadnosti. Maja Žvanut, denimo, je leta 1986 v svojem razmišljanju o Slovencih v 16. stoletju med drugim zapisala, citiram, "Ne vemo sicer, kaj si je o svoji pripadnosti mislil na primer Štajerec, ko je gnal svoje vole od ogrske meje preko Kranjske do morja in je povsod slišal govoriti isti jezik, če ravno drugega narečja." V nadaljevanju bom torej predstavil nekaj poznosrednjeveških in zgodnjenovoveških virov, za katere menim, da odgovarjajo na zgornje vprašanje, s tem, ko odstrinjajo pogled na samo opredeljevanje s slovenskim etnonimom, slovensko etnično oziroma jezikovno skupnostjo ter slovenskim etničnim prostorom. Takšen pristop nenazadnje niti ni novost, saj je Herfried Münkler že leta 1997 pri svoji raziskavi predmodernih skupnosti trgovcev, študentov, križarskih vitezov, romarjev in klerikov uporabil zgoraj omenjeni Andersonov koncept in ugotavljal, da takšne skupine zamišljene skupnosti postanejo takrat, ko njihovi člani na podlagi določenih objektivnih kriterijev razvijajo kolektivno identiteto, ki mogoča, da zase in za druge vedo, ali tej skupini pripadajo. Najstarejši do zdaj znani zapis slovenskega etnonima v slovenščini datira v leto 1486 in je za povrhu ženski obliki. V izvirniku se namreč glasi Marina Slovenka de Vila Canum. Tovrstne etnične identifikacije v listinskem gradivu sicer niso neobičajne. Posebnost pogodbe, ki jo je koprski notar za stran oddaje zemljišča izstavil Marini Slovenki iz vasi Dekani, pa je v tem, da je v latinskem dokumentu etnonim Slovenka nastopa kot endonim, zapisan v slovenščini, in je po vsej verjetnosti nastal kot samoopredelitev notarjeve stranke. Poleg tega obstajajo indici, da Slovenka iz Dekanov, na katero v Jadranskem koledarju leta 1969 opozoril Srečko Vilhar, ni osamljen primer. V seznamu Kranjcev, ki so stanovali v hospicu svetega Hieronima v Rimu, je 18. maja 1569 med drugimi zabeležena tudi Orsola de Castelcu Slovenka, kar kaže, da 83 let starejša koprska označba ni bila zgolj notarjev samovoljni dodatek, temveč preko ne zabeležka avtoidentifikacije. Oba primera tudi potrjujeta mnenje tistih jezikoslovcev in zgodovinarjev, ki so trdili, da slovenski etnonim ni iznajdba reformacije ali celo narodnega gibanja. Primera Slovenk Marine iz Dekanov in Uršule iz Kastelca olajšata tudi zadrego pri prevajanju etničnih označevalcev, zapisanih v tujih jezikih, kot na primer naslova Dürerjeve perorizbe Una Vilana Vindiš, ki naj bi leta 1505 domnevno nastala na ozemlju Beneške republike kot portret Erezijanke in smo ga malo prej lahko videli na diapozitivu. Pri vprašanju slovenskega etnonima gre izpostaviti še dejstvo, da se je le-ta od 16. stoletja dalje vsled konsolidacije upravnih aparatov dežel in drugih razlogov postopno karnioliziral, kar pomeni, da je označevalec Kranjec nastopal tudi kot etnonim zunaj kranjskih meja živečih Slovencev, vendar več o tem v referatu kolega Borisa Golca. Na prihajajočo karniolizacijo kaže tudi primer Andreja Savinca, ki je v svojem predgovoru k postumni objavi Trubarjeve hišne postile leta 1595
sicer v množinski obliki se je večkrat samo opredelil za Kranjca in Slovenca. Odlomek iz njegovega besedila pa je tudi dober uvod v obravnavo istovetenja s slovensko etnično skupnostjo. Čeprav zgornja reformatorjeva izjava, da je Bog tudi, citiram, nas Kranjce in Slovence raven in v poleg drugih folkov, konec navedka, pripustil k milosti branja Biblije v materinščini, nedvomno kaže njegovo autoidentifikacijo s slovensko skupnostjo, bom v nadaljevanju skušal ugoditi Hobsbawmovi zahtevi, da se dejanske pripadnosti širših ljudskih množic narodom ali etnijam ne da ugotavljati zgolj s konzultiranjem intelektualcev, temveč je potreben pogled od spodaj, ki po njegovem mnenju kaže, kako narod vidijo običajni ljudje, ne pa nacionalistični aktivisti, ki nanje želijo vplivati s svojo propagando. Savinjca sicer ne moremo označiti za nacionalističnega aktivista, je pa vprašanje etnične samopredelitve ljudi nižjih slojev vsekakor umestno. Verov, ki nudi odgovor nanj, je sicer več, nekatere od teh bo v nadaljevanju predstavil kolega Golec, sam pa predstavljam primer skupnosti Sklavonice Nationis Christi Fidelium, ki se nanaša na slovensko romanje v Porenje. Slovenci so namreč vsaj od srede 14. pa do konca 18. stoletja vsakih 7 let romali v Porenje, sprva zlasti k Marijinemu relikvijarju Aachen, kjer so si postavili tudi svoj oltar in leta 1495 pri njem ustanovili tudi nadarbino, ter pozneje k svetim trem kraljem v Köln. Namen Božje poti sicer ni bil, da bi romari na njej utrjevali svojo etnično pripadnost, temveč da bi z usti in srci pozdravili presvete tri kralje, kot so zapisali v svoji knjižici iz 17. stoletja. Vendar se je etničnost kljub svojemu drugotnemu pomenu tudi ob romanju dovolj jasno izkazala. Čeprav veri o romanju vsebujejo več podatkov o etničnih znamenjih njegovih udeležencev, ki so zanimivi tudi za etnologijo, se bom zaradi konstruktivističnega pristopa današnjega referata omejil zgolj na etnične opredelitve. In sicer pravkar omenjena romarska knjižica Altwenden oder Ungarn Ordnungsbüchlein, ki jo je v Kölnu, verjetno v 17. stoletju, objavil Janez Juri Fajstricer, v dvojezičnem delu, namenjenem nemškim gostiteljem romarjev, med drugim pojasnjuje, kako se z vprašanji prepozna ogre. S tem eksonimom Ungern so Nemci v Porenju namreč do poznega 18. stoletja označevali slovenske romarje. Prvo romarjem namenjeno vprašanje pa se je glasilo, citiram, ste vi Slovenci, konec navedka. Etnonim Slovenci pušča malo prostora za razpravo o etnični pripadnosti božjepotnikov, poleg tega so nenemški pasosi v besedilu nedvomno v slovenščini in za povrh natisnjeni v bohoričici. O domovini romarjev pa avtor zapiše, da ti prihajajo, citiram, iz pokrajin, ki ležijo proti Jutrovem, kot so Kranjska, Koroška in Štajerska, katerih obrobna področja mejijo na Beneški zaliv ali na Beneško morje in na turško mejo. Konec citata. Fajstricerjeva prostorska zamejitev v povezavi z zgoraj omenjeno etnično samoopredelitvijo Slovenci potem takem predstavlja identifikacijo s skupnostjo, v dobršni meri pokrivajočo teritorij, ki so ga za slovenskega sredi 19. stoletja razglasili slovenski nacionalisti. Podoben obseg kot zgoraj omenjena slovenska romarska nacija je leta 1654 pred papeško roto v Rimu slovenskemu jeziku pripisal najemniški vojak Matija iz Kranja, ki je v sporu o tem, ali imajo Kranjci pravico bivati v slovanskem hospicu svetega Hieronima, med drugim povedal, citiram, tule je besedilo v izvirniku, sam pa berem prosti prevod, ne moram povedati, kje so meje pokrajine Skjavonije, ne razumem, kaj naj pomeni to ime pokrajina. Lahko pa povem, da se Skjavone govori v delu Koroške, v delu Štajerske, na Kranjskem, v Istri, kot sem razumel reči, se govori tudi v Gorici. Ne poznam drugih dežel, ki so jih omenili spraševalci, v katerih se govori lingua Skjavona. Konec navedka. Matijevo pričevanje nas obenem uvaja v razpravo o integralnih označevalcih za slovenski etnični prostor. Kot smo videli, najemniški vojak iz Kranja sredi 17. stoletja ni poznal Skjavonije, dobro pa je vedel, kje se govori slovenščina.
Izjave drugih prič pred papeško roto pa potrjujejo semantično analizo Ferda Gestrina iz leta 1997, po kateri so Italijani s Schiavonijo označevali območja, citiram, od izliva Soče do izliva Bojane oziroma od Tržiča in Štivana do Ulcinja in Skadra, v notranjost pa vse do Mure, Drave in Donave na severu. Konec citata. Vendar so v srednjem in zgodnjem novem veku obstajali tudi drugi horonimi za slovenski etnični prostor, ki so se za razliko od italijanske Schiavonije lahko nanašali tudi zgolj na slovenski etnični prostor. Janez Höfler, nestor tovrstnih raziskav, je svoja tozadevna odkritja predstavil v knjigi Trubarjevi ljubi Slovenci ali Slovenija pred 650 leti v Strasburu iz leta 2009. Höflerjeva študija v slovenskem zgodovinopisju nemara še ni doživela zasluženega odmeva, je pa njegova odkritja v svoji razpravi o poznosrednjeveškem vojskovanju kot kovačnici kolektivnih identitet leta 2022 nadgradil Tomaž Lazar. Oba avtorja navajata več primerov rabe horonimov latinske Sklavonije in nemškega Windischlanda ter njunih različic za integralno ali parcialno označevanje slovenskega etničnega prostora v srednjem in zgodnjem novem veku. Pri čemer poudarjata, da so ti izrazi sicer lahko označevali tudi nekatere druge slovanske pokrajine, so pa vendarle izpričani tudi v izključni rabi za označevanje slovenskega prostora. Znani so tudi primeri avtoidentifikacij posameznikov z omenjenimi horonimi. Boris Golec opozori, da je v matrikah Dunajske univerze kot domovina Celjana leta 1506 in Novomeščana leta 1531 navedena Sklavonija. Herbert Klein pa je izpostavil primer tovornikov iz spodnje Zilske doline, ki so v salzburških virih od leta 1564 dalje po domovinski pripadnosti opredeljeni z Windischland ali aus Windisch. Poleg tega sta omenjena horonima v času reformacije dobila tudi slovenski različici, in sicer se slovenski protestantiki po mojem štetju vsaj dvakrat srečamo z edninsko rabo besedne zveze v slovenski deželi in 7krat z njenimi množinskimi različicami v tih slovenskih deželah. Raba integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor je nato v 17. stoletju z nastopom tako imenovanega obdobja baročnega zastoja etnogeneze postopno zamrla. Ponekod pa se je ohranila v parcialni obliki kot del horonimov nekaterih slovenskih pokrajin, denimo Slovenske Gorice, Slovenska okroglina, Slovenska krajina in nenazadnje tudi Slovenska marka. Integralni označevalec pa se je naposled vrnil s pojavom narodnega gibanja, ki je na začetku 19. stoletja, verjetno v Vodnikovem krogu, nastalo domovinsko ime Slovenija. Za konec. Na podlagi predstavljenih argumentov lahko upoštevajoč konstruktivistična teoretska izhodišča zaključimo, da je slovenska etnična skupnost v prednacionalni dobi obstajala oziroma da je že pred nastopom narodnega gibanja izpolnjevala ključne kriterije Andersonovega koncepta zamišljene skupnosti ter Hobsbawmove in Barthove zahteve, da lahko za narodne oziroma etnične smatramo le tiste skupnosti, katerih člani se sami identificirajo z njimi, in ta istovetnost ni omejena zgolj na predstavnike intelektualne elite. Seveda pa je ob tem treba poudariti, da slovenska etnična skupnost do leta 1848 ni imela nikakršnih političnih atributov ali aspiracij, temveč je do izraza prišla zlasti ob bogočastju in v ljudski kulturi. Poleg tega so imeli Slovenci še druge kolektivne identitete, ki so jim bile nemara pomembnejše od slovenske. V primeru skupnosti Sklavonice Nationis Christi Fidelium je bila to nedvomno verska pripadnost. Z moje strani bi bilo to vse. Najlepša hvala za vašo pozornost.